Moj mož vidi usodo slovenske narodne skupnosti predvsem v tem, da bi bilo več otrok. Saj lepo je, da so otroci. Toda nič ne pomaga, če tisti, ki so, v šoli ne dobijo narodnostne vzgoje. Če sama slovenska politika in levičarski mediji propagirajo modno multikulturnost v tem smislu, da se je treba čim bolj vklapljati v večinskost, delati čim več z Italijani. Prihaja do tega, da bo 10 Slovencev, če je zraven en sam Italijan, govorilo italijansko. Tudi doma ni več zavesti, da bi otroke učili slovensko in poudarjali, da je to vrednota. Pomagam urejati tržaško kulturno in vzgojno revijo Škrat in vidim, kako se urednica trudi, da bi opozarjala na te probleme, ki imajo že kar dolgo zgodovino. Pred davnimi leti je prišla predavati v Trst neka profesorica iz Slovenije in začela govoriti o poučevanju slovenščine na dvojezični šoli. Skočila sem v zrak. Mi nimamo dvojezične, ampak slovensko šolo. Že takrat se je začelo. Med posameznimi učitelji se je pojavila metoda, da moraš prilagoditi poučevanje vseh predmetov v slovenščini tistim, ki so Italijani, da ne bodo prikrajšani. In nihče, razen redkih slovenskih družin, ne vzgaja v duhu te prave zavednosti. Poglejte samo mrtvilo na levičarski strani, potem, ko so imeli pod prejšnjim režimom milijarde in milijarde. Danes je tu edina slovenska založba, ki res dela, Katoliška Mladika. Poglejte, koliko knjig so izdali, zdaj pa se celo pojavljajo očitki, da ta stran krade avtorje levici, ker je bila Mladika pač pripravljena izdati pesmi Miroslavu Košuti. Zanimivo je vaše poudarjanje, da je protiasimilacijski okop, ki najdlje zdrži, praviloma katoliški. K tej misli me je napeljal zgled slovenstva v Ameriki. Ne samo v Argentini z njenim znanim znamenitim čudežem, ampak tudi v Združenih državah in v Kanadi. Dovolj je, da pogledate po površini, tisk, podporna društva, družabnost. Vse to je skoraj izključno v režiji cerkvenih organizacij, tako da če ukineš katoliško prisotnost, dejansko zbrišeš slovenstvo. Slovenska izseljenska matica je zmeraj imela zadosti denarja, da je lahko skrbela za levičarski del in so tudi marsikaj naredili. A tja so pošiljali predvsem svoje ljudi iz Slovenije. Vendar Amerika nima nobenega levičarskega slovenskega lista, nobene publikacije. To je res, niti kulturnih domov. Skoraj vse so zgradile katoliške skupnosti.